Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prav lepo pozdravljeni. Koprska Bonifika se kopa v popoldanskem soncu, mi pa čakamo na zadnjo tekmo 28. kroga prve lige Telemach, zadnjo tudi pred reprezentančnim premorom, ko se bosta v Kopru pomerila Koper in Aluminij. Boril se Luka Šušnjara, prišel je kot prost nogometaš v tem zimskem prestopnem roku k Koprčanom. Matjašič, dobra podaja, priložnost za Aluminij. Tičič mimo Nkame, Višner Tičič preigrava. Pa zdaj Palčič pred vrata, tole je verjetno bila igra z roko. Se dogaja neposredno pod mojim komentatorskim mestom, trenutno imam najboljši sedež, da si ogledam tole situacijo. Ne vem, nažalost nimamo na zaslonih dogajanja, ampak tole bo 11 metrovka. Osuđi, gol! 1:0 za Koper, Janžekovič v pravo smer, toda zaključek Osuđija z bele točke je bil dovolj močan in natančen, da Koprčani v 43. minuti vodijo z 1:0. Zadetek številka 7 v tej sezoni Bedeja Osuđija na lestvici klubskih strelcev se je zdaj izenačil s Kahimom Perisom. Tole pa je seveda zelo pomemben zadetek za Koprčane. Namreč Andrej Kotnik je zamenjal poškodovanega kapetana Goberca. Tole pa je zdaj Kahim Peris v priložnosti, gol! Zadetek za Koper v idealnem trenutku so znova udarili Kanarčki. Dejal sem že v prvem polčasu nekako obdobje pred odmorom in potem takoj začetek drugega polčasa. Z psihološkega vidika tista nekako najpomembnejša, ko je dobro, če ekipa doseže zadetek, in v obeh teh delih srečanja je Koper zadev, tudi Barišič na tribuni zadovoljni tudi navijači. Takole je šla akcija Koprčanov, tudi z nekaj sreče, žoga do Perisa, ta je udaril po sredini vrat med nogama. Špehar, Bručič, napaka Bručiča, Kadrič ima veliko priložnost, brani Golubović. Koprski branilci tole žogo odbili in tu je zdaj Kahim Peris, spremlja ga Osuđi, na drugi strani Šušnjara s precej prostora. Osuđi, da ni uspela tale podaja, pa zdaj Peris preigrava, še vedno Peris, gol! Mislim, da je tule žoga prečkala golovo črto. Ne. Po koncu tekme v moji družbi domači strateg Zoran Zeljković, trda, težka, prigarana zmaga. Kako ste vi videli vse skupaj z roba igrišča? Dobro, mislim, da je zaslužena zmaga. Ja, ni bilo lahko, nasprotnik se pač organizirano branil, večina igralcev za žogo. To ni lahko, ampak glede na naše prejšnje tekme, mislim, da smo bili v tem segmentu nocoj boljši, se pravi boljši v tej kreaciji. Mogoče bi lahko dal še kakšen gol, ampak sem zadovoljen, iskreno. V zadnjo fazo prvenstva boste vstopili blizu vrha, kako zadovoljni ste s tem? Verjetno je kar lepo, da še vedno nekako pritiskate povsem na vrh lestvice. Dobro, ja, zdaj se pravim, nam so že vse napovedali, da bomo hitro padali, ampak jaz verjamem v te fante, verjamem v vse nas in verjamem, da smo sposobni za velike stvari. Koliko prav vam bo zdaj reprezentančni premor prišel tudi z vidika tega, da se nekoliko sprazni vaš list s poškodovanimi nogometaši, zdi se, da je vse daljši in daljši? Ja, sigurno, da bomo probali to pauzo izkoristiti in nekatere stvari nadgraditi za finiš prvenstva, ki bo zelo pomemben, ampak mislim, da imamo dovolj širine za našo ligo in še enkrat verjamem vse fante in gremo iz tekme v tekme, tako kot že od začetka. Najlepša hvala in srečno. V moji družbi še gostujoči strateg Robert Pevnik. V polju zelo izenačena tekma, ki pa so jo na koncu nekako odločile izkoriščene oziroma neizkoriščene priložnosti. Se strinjate? Ja, sam bi rekel takole. Premalo smo bili agresivni prvi polčas, premalo smo si upali, nismo bili nevarni v napadu. Dobro, ta situacija VAR treba videti, ne bom komentiral.
Mislim pa, da nismo bili toliko slabša ekipa, da si nismo zaslužili 2-0 poraza, morali bi izkoristiti svoj moment, tako kot ste rekli, odločili so goli, mi gremo naprej. Zelo sem zadovoljen z zadnjim 30 minutim, ko so pokazali, da lahko igrajo, da dobivajo duele, da si upamo igrati, nismo izkoristili teh svojih priložnosti, ampak te zadnje pol ure je ena dobra popotnica za zadnjih 8 tekem. Čeprav je bil danes poraz, imamo zdaj reprezentančno pauzo, se umirimo, nič ni izgubljenega in gremo naprej v borbo. Koliko prav bo zdaj prišla tale pauza, da še bolje spoznate ekipo, da nekako igralci še bolje razumejo, kaj želite od njih? Ne, jaz si želim to, kar je bilo zadnjih 30 minut. To želim, da igramo, da dobivamo dvoboje, da igramo napadalno, agresivno, da si upamo, da imamo posest in seveda je to želja, ampak ne, da začnemo to pri 0-0, ne pa pri 2-0. Najlepša hvala in srečno. Hvala. V moji družbi še Luka Vešner-Tičič. Prigarana zmaga danes, glede na vse okoliščine, številne poškodovane nogometaše in dejstvo, da smo pred reprezentančnim premorom morda celo ena najpomembnejših v sezoni? Ja, hvala. Definitivno je ena pomembnejših zmag za nas, smo glede na razpredelnico. Vsi zmagujejo, vsi kiksajo, tako da pred tem reprezentančnim odmorom zelo pomembna zmaga za nas. Koper je pri vrhu lestvice, vi ste znova mladi slovenski reprezentant, verjetno tudi za vas osebno kar lepo obdobje v nogometni karieri. Pa ja, sigurno, jaz se trudim, da gre najbolj kar se da, tako da mislim, da se mi to s trdim delom vrača. To se kaže s poklicom za reprezentanco, kot pa tudi tukaj. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v moji družbi še Tin Martič. Izenačena tekma nekako v polju sva ugotovila s trenerjem Pevnikom. Kaj je po vašem tisto, kar je odločilo tale obračun? Pa golovi u dosta nezgodnim momentima na kraju prvog poluvremena i početkom drugog. Taman kad bi se nakon poluvremena smo se dogovorili da ćemo se vratiti u igru. Dobili smo jako rano taj gol koji presječe ekipu. Pokušali smo dalje, imali smo neke situacije, nismo uspjeli zabiti. Borili smo se i nažalost danas nije išlo. Kar nekaj časa je že odkar Aluminij nazadnje ni prejel zadetka. Je to zdaj nekako tudi že morda psihološka težava? Dok nije zabio? Odkar niste tekmo končali brez prejetega zadetka? Pa moguće, da, mislim, malo smo otvorenje danas igrali smo hrabro. Mislim, prvi gol, situacija VAR, ne znam, meni se činilo iskreno da nije penal, ali to je sad, to ne možemo odlučivati na to. Nakon što se primi gol, normalno treba se malo otvoriti da se stisne i onda više prostora za Koper koji ima kvalitetu gore, koji stišće, koji je brza ekipa i koji iskoristi svaku šansu. Najlepša hvala in srečno. Hvala.